Pozdravljeni ob dnevu splošnih knjižnic. Letos ta praznik poteka nekoliko drugače kot pretekla leta, ko smo ta dan preživeli vsi skupaj tukaj pri nas v knjižnici. Letos pa se za voljo drugačnih razmer oglašamo v vaše domove s tem video sporočilom. Tudi sicer so letošnje razmere nas prisilile, nekoliko pa tudi motivirale nekatere, da smo iznašli neke nove načine, kako svoje storitve upravljamo nekoliko drugače. Tako smo v knjižnici Šmarje pri Jelšah odprli YouTube kanal, na katerem objavljamo pravljice za otroke, pravljice za odrasle, različne izobraževalne vsebine, izvajamo študijske krožke, kmalu se obetajo tudi glasbeni koncerti. Skratka, različne vsebine, ki vam lajšajo to obdobje, ki vas zaposlujejo in s katerimi lažje preživljate ta čas. Letošnje leto pa je bilo posebno prav za cel svet. Na eni strani imamo svetovno pandemijo, ki je zaznamovala vse. Na drugi strani pa je bilo tudi zelo pomembno za naš zavod, saj smo odprli novo knjižnico v Bistrici ob Sotli. Preselili smo se eno nadstropje višje v čisto nove prostore. Prenovili smo tudi knjižnico v Podčetrtku, kjer je knjižnica zaživela v prenovljenih prostorih z novimi policami in tako uporabnikom prinašamo knjige v še lepšem okolju. Hvala vsem, da izpolnjujemo naše poslanstvo. Hvala partnerjem, mentorjem, ki pomagate, da gradimo to bogato zbirko vseh vsebin in celotne ponudbe. Hvala vsem vam, našim uporabnikom, ki date smisel našemu poslanstvu. Hvala tudi vsem občinam, županom, županji za sodelovanje in podporo. Iz srca hvala tudi celotnemu kolektivu, ki se vsak dan trudi, da je vaš dan lepši in bogatejši. Čestitke vsem knjižničarkam in knjižničarjem ob današnjem dnevu splošnih knjižnic, ki se trudimo in kažemo vsak dan, da ni samo knjižnica hrana za dušo, ampak so knjižnice steber socialnega življenja v vsaki lokalni skupnosti, prostor druženja in prostor, kjer nastajajo vsebine za boljši jutri. Vse najboljše! V začetku tega leta, v prvem valu epidemije, so postale stvari tako rekoč skozi noč in to tiste čisto navadne, čisto običajne stvari postavljene na glavo. Takrat smo se v naši knjižnici odločili in razpisali literarni natečaj z naslovom Življenje je padlo na glavo. Veseli smo vseh vaših prispevkov. Sodelovalo je kar 14 posameznikov, ki ste nam poslali 24 prispevkov. Sestala se je literarna komisija v sestavi Vasja Jager, Damjan Boštjančič in moja malenkost. Vse prispevke smo pregledali in po našem mnenju izbrali 3 najboljše. Za 3. mesto smo izbrali gospo Zdenko Detiček-Opič s poezijo. Potem 2. mesto je po našem izboru pripadlo gospe Dušici Korez, prav tako s poezijo. No, kot prvo oziroma nam najbolj všečno in najboljšo pa smo izbrali prispevek gospe Ide Nove. Krajši prozni prispevek z naslovom Je padel šotor z neba. Gospa Ida Nova tukaj na zelo preprost, vendar dodelan način pokaže, kako krhka so naša prepričanja in kako malo je potrebno, da se naša življenja postavijo na glavo. Vse prispevke bomo objavili, tako da jih boste imeli možnost tudi sami prebrati in boste lahko ocenili, ali smo svoje delo opravili dobro ali ne. Danes praznujejo slovenske splošne knjižnice. Praznuje tudi naša knjižnica. Kalil Gibran je nekoč zapisal: Življenje je iskanje, je potovanje brez razdalje. Potuješ od tam, kjer si prav zdaj, tja, kjer si že ves čas. Od nevednosti k spoznanju, kaj ti prvikrat vidiš tisto, kar že ves čas gledaš. Morda tudi s pomočjo knjižnic in predvsem v teh časih lahko naš svet ugledamo popolnoma drugače. Vse dobro vam želim. Zbirka knjižničnega gradiva v naši knjižnici obsega več kot 120 tisoč enot,
Pri nakupu knjižničnega gradiva upoštevamo vse standarde in normative, želje uporabnikov in bralcev in nabavljamo tudi gradivo v digitalni obliki. Zato smo v trendu, bralcem ponujamo tudi brezplačno izposojo e-bralnikov in zato, dragi bralci, še posebej v tem času, vljudno vabljeni med knjige v našo knjižnico. V knjižnici zaposleni radi veliko in resnično beremo, zato da vidite, kaj beremo in zato, da bi tudi vi več brali, vsako leto pripravimo več različnih bralnih značk. Začeli smo z bralno značko za odrasle, nadaljevali z branjem za mlade, to so pri nas učenci zadnje triade in srednješolci. Vmes smo pripravili še predšolsko bralno značko, na kar smo ugotovili, da smo pozabili na mlajše osnovnošolce. To smo popravili z bralno značko Čuk in Sava bereta. Mlajši bralci so letos v številu udeležencev celo prehiteli starejše bralce. Dragi dosedanji bralci, berite še naprej, vsi ostali pa prisrčno vabljeni v našo knjižnico. Biti knjižničarka v krajevni knjižnici je velik privilegij. Delo s knjigami me osrečuje, stik z vami, dragi obiskovalci, pa me napolni s pozitivno energijo in optimizmom, še posebej v teh nenavadnih časih. Vseeno pa je bilo leto 2020 za knjižnico Šmarje pri Jelšah praznično. Tukaj v Bistrici ob Sotli smo pridobili in svečano odprli prostore nove knjižnice. Pri selitvi knjig pa je pomagala cela lokalna skupnost. Vsi ste se vključili in zato res en velik hvala. Bila sem zelo ganjena te pomoči. Veselimo se lahko novih prostorov še vnaprej. Hvala in upam, da se kmalu spet vidimo. V knjižnici Kozje se dogaja marsikaj. Poskrbimo za vse generacije, od predšolske do najstarejših. Začnemo z predšolsko bralno značko, otroci berejo bralni nahrbtnik, obiskujejo knjižnico Kozje, enkrat mesečno jih pa obiščemo v vrtcu Zmajče Kozje za pravljico. Nadaljujemo z osnovnošolci. Sodelujemo z osnovno šolo Kozje in osnovno šolo Lisično. Z projektom Rastem s knjigo vsako leto nas obišče tudi 3. razred, kateremu predstavimo podrobneje delovanje knjižnice Kozje. Univerza za 3. življenjsko obdobje je nastala že pred 10 leti na pobudo uporabnikov. 2-krat mesečno se srečujemo v knjižnici, kjer imamo potopisna predavanja, zeliščarske delavnice, kuharske delavnice. Zelo smo veseli, da se naši upokojenci zelo radi udeležujejo teh predavanj. Posebno veseli me pa, da imamo že 11. leto peljemo čitalniške večere, katere pobudnik je bil pokojni gospod Marjan Marinšek. Velik pomen pa ima tudi to, da pripeljemo v Kozje znane goste, ki jih lahko vidimo na televiziji, gledališču, slišimo na radiju. Vsem skupaj želim, vsem našim uporabnikom, vsem občanom občine Kozje, da zremo z velikim optimizmom v našo prihodnost. Predvsem pa vam želim, da ostanemo zdravi in da se kmalu vidimo na kakšni prireditvi. Delo knjižničarjev v naši knjižnici je raznoliko, zato poleg izposoje vsak opravlja še naloge na drugih področjih. Sama poleg izposoje upravljam delo na področju domoznanstva, kjer zbiram domoznansko gradivo, ga obdelujem in hranim v domoznanski zbirki. Gradivo iz domoznanske zbirke predstavljamo javnosti na različne načine, kot je objavljanje domoznanskih člankov v lokalnih časopisih, objavljanje domoznanskih vsebin na internetu, na portalu Kamera in Albumu Slovenije in pripravljanje razstav, domoznanskih razstav o pomembnih dogodkih in ljudeh iz našega kraja. Vabim vas v krajevno knjižnico Podčetrtek. Ponosni smo, da imamo obnovljene prostore, ki so postali prijetnejši in omogočajo, da se boste pri nas dobro počutili. Obiščite nas in si izberite knjigo zase, kajti najboljša knjiga je najboljša družba. Ob dnevu splošnih knjižnic bi rada čestitala vsem knjižničarkam in knjižničarjem splošnih knjižnic, vam, dragi otroci, starši in vsi ostali, ki spremljate naše spletne vsebine, pa bi rada zaželela, da ostanete zdravi, da ti turobni
temačni časi čim prej minejo, da se bomo zopet lahko družili v naši splošni knjižnici. Do takrat pa spremljajte naše pravljice še naprej. Danes pa sem za vas pripravila prav posebno pravljico ob tem dnevu. Michelle Knudsen, Lev v knjižnici. Nekega dne je v knjižnico prikorakal lev. Ni se ustavil pri informacijah, kar med police jo je mahnil. Knjižničar, gospod Osir, je v grozi stekel v pisarno glavne knjižničarke. Gospa Viharnik, je kričal vasi sebe. No, kar počasi, je rekla gospa Viharnik, ne da bi dvignila glavo. Ampak v knjižnici je lev. Res, a krši pravila? Je zanimalo glavno knjižničarko. Tega namreč nikakor ne bi dovolila. No ja, pravzaprav ne, je odvrnil gospod Osir. Torej, lahko ostane. Lev se je sprehodil po knjižnici, ovohal je kataložne predale in se počohal o polico z novitetami. Utrujen je v bralnem kotičku omahnil na blazino in zaspal. Nihče ni vedel, kaj bi z njim. Pravil, kaj storiti z levom v knjižnici, pač ni. Napočil je čas uro pravljic. Vendar pravil za leve pri uri pravljic tudi ni. Pravljičarka je sicer lahlo nervozno, a jasno in glasno prebrala naslov prve pravljice. Lev je dvignil glavo, jo pogledal, pravljičarka pa je pogumno brala pravljico do konca. Lev je prisluhnil tudi naslednji pravljici in pravljici za njo. Še in še bi poslušal, toda otroci so začeli odhajati. Pravljične ure je konec, domov moramo, mu je razložila mala punčka. Lev je pogledal otroke, pa pravljičarko, ki je zaprla knjigo. Potem je zarjovel. Glavna knjižničarka, gospa Viharnik, je privršala iz svoje pisarne. Kdo si dovoli tako rjoveti? Lev, je zajeclal knjižničar Osir. Gospa Viharnik je zakoračila k levu. Če ne boš tiho, boš moral iz knjižnice. Takšna so namreč pravila. Lev je rahlo zarenčal. Žalosten je bil slišati. Mala punčka je pocukala gospo Viharnik za obleko. Če obljubi, da bo tiho, a lahko jutri spet pride na urico pravljic. Lev je utihnil in pogledal knjižničarko, ki je pokimala. Seveda lahko. Tihemu in prijaznemu levu z veseljem dovolim poslušati pravljice v naši knjižnici. Hura! So se razveselili otroci. Naslednji dan je lev spet prišel. O, danes si pa zgoden, ga je pozdravila gospa Viharnik. Ura pravljice začne šele ob 3, ampak leva to niti najmanj ni motilo. No, tudi prav, potem pa počni vsaj kaj koristnega. Obriši prosim prah z enciklopedij. Prihodnje jutro je bil lev spet tam. Glavni knjižničarki je navdušeno molil jezik, da je lahko zalepila koverte. Lev se je v knjižnici hitro udomačil. Brisal je prah, z jezikom močil lepilo na kovertah, majhnim otrokom se je ponudil za lestev, da so lahko dosegli knjige na vrhnjih policah. Na koncu se je zleknil v bralnem kotičku in čakal na uro pravljic. Ljudje, ki so na začetku nejeverno odkimavali, so se leva navadili. Celo veseli so bili, ko jih je pričakal med knjižnimi policami. Z mehkimi šapami je neslišno stopal po knjižnici, mahal z repom in ometal prah s knjig. Med uro pravljic je otrokom služil tudi kot udobno naslonjalo in nikoli več ni zarjovel. Obiskovalci so ga prijazno trepljali po košati grivi in prikimavali. Le kaj bi brez tebe? Gospod Osir pa sploh ni bil zadovoljen. Prav dobro nam je šlo brez leva. Levi ne upoštevajo pravil in tu imamo pravila. In v knjižnico levi sploh ne sodijo, je godrnjal pod nos. Nekega dne, ko je lev že obrisal prah z enciklopedij, polizal koverte in pomagal vsem otrokom, jo je ubral v pisarno glavne knjižničarke povprašati, kaj še lahko stori pred uro pravljic. Pozdravljen, lev! Pravkar sem se spomnila, kje bi mi tvoja pomoč prav prišla. Knjigo lahko odneseš nazaj na polico, takoj ti jo bom dala. Gospa Viharnik je stopila na stolček, a zgornje police ni dosegla. Čisto na konicah čevljev je že stala. Še malo, le še malo. Drobcena gospa Viharnik se je malce preveč stegnila in zgrmela je stolčka, kakor je bila dolga in široka. Avč, moja roka! Gospod Osir! Je rahlo obupana poklicala po kakšni minuti. Gospod Osir! Ampak knjižničar Osir je sedel za informacijskim pultom in je ni slišal. Lev, pojdi pon, prosim,
In lev je, kar so ga nesle močne tace, stekel po pomoč. Počasi, počasi, dirjanje po knjižnici ni dovoljeno, je še zaklicala gospa Viharnik. Ob informacijskem pultu se je lev ustavil, položil svoje mogočne prednje tace na pult in se zazrl v gospoda Osirja. Izgini, zverina, delam! A lev ni odnehal. S košato glavo je pomignil proti pisarni gospe Viharnik in skušal dopovedati knjižničarju, da mora na pomoč. Ampak trmasti Osir pa nič. Na koncu je bilo tudi levo dovolj. Jezno je zapičil pogled naravnost v knjižničarjeve oči, na široko odprl gobec in zarjovel, kot še nikoli v svojem levjem življenju. Ampak zarjovel je tudi knjižničar. Kar je preveč, je pa preveč, v knjižnici si dokončno opravil. Odneslo ga je po hodniku proti pisarni gospe Viharnik. Lev pa mu ni sledil. Prekršil je namreč hišna pravila in vedel je, kaj to pomeni. S povešeno glavo se je napotil proti izhodu. Besni knjižničar ga ni opazil. Gospa Viharnik, lev je prekršil naša pravila, ven mora, tokrat dokončno. Kot vihra je treščil v njeno sobo. Gospa Viharnik, kje pa ste? Včasih se je zaslišal glas glavne knjižničarke izpod pisalne mize. Včasih obstaja tehten razlog, da se prekršijo pravila, celo v knjižnici. Prosim, pojdite poklicati zdravnika, mislim, da sem si zlomila roko. Gospod Osir je oddirjal k telefonu. Ne dirjajte, se je zaslišalo za njim izpod mize. Naslednjega dne je bilo spet vse po starem, no skoraj. Leva roka gospe Viharnik je počivala v opornici in zdravnik ji je svetoval, naj ne pretirava s delom. Lev mi bo pomagal, je razmišljala. A leva tisto jutro ni bilo v knjižnici. Ob 3 se je gospa Viharnik sprehodila mimo bralnega kotička. Otroci so poslušali novo pravljico, ampak leva ni bilo med njimi. Obiskovalci knjižnice so pogledovali med policami in računalniki, da bi spet zagledali prijazno skuštrano levjo glavo. Pa leva tudi ta dan ni bilo na spregled. Ne naslednjega dne in tudi dan potem ne. Nekega večera, preden se je odpravil proti domu, je na vrata pisarne glavne knjižničarke potrkal gospod Osir. A vam lahko kako pomagam? Je vprašal. Ne, hvala, je skoraj šepnila in strmela skozi okno. Njen glas je bil celo za knjižnične razmere komaj slišen. Zaskrbljeni knjižničar je pomislil. Morda pa le lahko kaj storim zanjo. Na mesto proti domu se je napotil po soseski. Pogledoval je pod avtomobile, odmikal grmovje, kukal na vrtove, v smetnjake in hiške na drevesih. Na koncu je zavil nazaj proti knjižnici. Pred njo je sedel lev in žalostno zrl skozi steklena vrata. Pozdravljen, lev, je rekel gospod Osir. Ampak lev ni niti trznil. Rad bi ti povedal, da imamo zdaj v knjižnici novo pravilo. Rjoveti se še vedno ne sme, vendar to ne velja za nujne primere, kot je klic na pomoč. Lev je kar zastrigal z ušesi in se obrnil, toda gospod Osir je že odšel. Naslednje jutro se je knjižničar oglasil v pisarni gospe Viharnik. Želite? Ga je tiho vprašala. Morda bi vas zanimalo, v knjižnico je prišel lev. Gospo Viharnik je kar odneslo iz sobe. Dirjanje ni dovoljeno, je še uspel zaklicati gospod Osir, pa ga knjižničarka ni več slišala. Včasih namreč obstaja hudo tehten razlog, da pravil ni mogoče spoštovati. Celo v knjižnici.